prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Pred nami je druga tekma 20. kroga prve slovenske nogometne lige. Ob pogledu na Lendavski grad samo razčlenimo, zakaj je ta tekma tako pomembna. Nafta je na 9. mestu, Radomljani so na 8. in nekako je to lahko tista zadnja zlata priložnost za Lendavčane, da se dokopljajo bližje nasprotniku, ki drži mesto, ki zagotavlja obstanek v ligi. Visoko je skočil Ljutič, prekrška ni, akcija gre naprej, poskuša Malenšek. Malenšek v prostor na desno, to je lahko nevarno priložnost za zaključni strel, žoga pa od bloka v kot. Poskušal je Stepan Davidovič, vselej zelo dobro je skočil Dragoner, ki bo šel nazaj v obrambo, Sala je preigrava. Klaus lahko strelja, Klaus odaleč in veliko dela za Kobala. 33. minuta, nevaren poskus in prvi strel v okvir gola strani domačih. Ponudil se je Pihler, ampak takoj pod pritiskom Pihler. Moses, zdaj so dobro pristopili k pritisku Radomljani. Malenšek do strela in na pravem mestu Mauricio, ki je žogo potem tudi ukrotil. Ja, Malenšek je tu zdaj tudi Lendavčani preskušajo ta recept. Salaj, nevarna podaja pred gol in strel z glavo mimo. Tole je bila lepa priložnost, Klaus bo ostal zaenkrat pri 4 golih. Preriva pred golovo črto. Podaja pred gol in zadetek! Ja, če ni šlo z prostega strela, pa Radomljani do vodstva po podaji s kota. Sijajno so vse skupaj odigrali in tu je Darjan Slavic, danes vodi svojo 30. tekmo na klopi Radomelj. Radomljani pa do zadetka. Ljutič se je tam odlično znašel in tiskin, tole zdaj spet lahko priložnost za Radomljane. Nevaren strel Davidoviča. Žan Mauricio na pravem mestu. Marinič dovolj hiter. Marinič pred gol, to je dobra podaja, mimo žoge je šel Jakob Kobal v prazno, na koncu pa prekršek v napadu. Dragoner na desno, Kalno Kikiš, Salaj gre proti sredini, Salaj z zunanjim delom do strela in odlična obramba Kobala. Z zunanjim delom stopala se je zdelo, da je tule poskušal Sabolč, Salaj. Ali lahko zdaj vajo ponovijo Lendavčani. Nevarna podaja in gol! 63. minuta. Aleks Pihler je bil na koncu na pravem mestu. Ja, tu pridejo prav tudi izkušnje, odlično izvedena oziroma izveden kot. Kobal je bil po tistem prvem strelu na pravem mestu do odbite žoge, ki je mladi vratar Radomelj ni uspel ukrotiti, pa je prvi prišel Pihler. Poglejmo, takole je strel in potem mislim, da celo od Mosesa žoga čez črto. Ja, tale podaja prav tako ni bila slaba. Pogačar na robu kazenskega prostora, Lendavčani še niso povsem izbili. Tu prekrška ni, pa Vokič v kazenski prostor, strel z glavo, vratnica rešuje Mauricija, zdaj pa se mreža trese. Spet bo vroče, kajti na robu kazenskega prostora gledajo, kaj se bo zgodilo. To je bil prekršek, čeprav je najprej odbil žogo, ampak pohodil nasprotnika in tu mislim, da bo Anže Erič gol razveljavil. Pogačar je sicer tule žogo odbil, ampak tudi, kot vidimo, pohodil Kristjana Tojčiča. Pa poglejmo, kakšno odločitev je povlekel 32-letni sodnik. Ja, kot kaže, še enkrat pred ekran. Ja, tu je zdaj potrebno prevzeti odgovornost.
prekršek in rumeni karton. Morda vendarle poišče v napadu ali Čoko, ali Špoljariča, ali Salaja. Kalno Kikiš za Čoko, Špoljarič je pred golom. Okvir gola se je stresel, potem pa prekršek za prosti strel. Van polagajo velike upe pri Radomljanih. Gnjatič ob robu igrišča, Kalno Kikiš preigrava. Kalno Kikiš na pravem mestu Kobal. Podaja proti oddaljenejši vratnici, priložnost in gol! Špoljarič in Pihler, kot kaže, bosta to junaka pri Nafti. 92. minuta, slavje domačinov. Pihler je zadev za 1:1, Špoljarič pa za 2:1 v sodniškem dodatku. Poglejmo samo, če je bilo vse čisto, da. Mozes je bil pred vratarjem, tu Mlinari pa bodo šli na polno. Vokić za Mamića, Mamić pred gol, Mauricio rešuje, ni še konec nevarnosti, kakšna obramba Mauricija. 94. minuta, to je obramba vredna 3 točk. Aleks Pihler, v drugem polčasu odlična reakcija, dva izkušena igralca sta prišla do izraza, sami ste dosegli zadetek, upisali še asistenco. Kaj je bilo ključno v lovu na preobrat, kako ste se uspeli dvigniti tam sredi drugega polčasa? Pa ja, prvi polčas smo bili malo, kako bi rekel, nismo zadeli teh podaj po odzeti žogi, malo forsirali neke stvari. V slačilnici smo se zmenili, da damo glave gor in da probamo sfajtati ta drugi polčas. Na koncu nam je uspelo in zelo pomembne 3 pike za nas. Niste še zares dolgo tukaj, ampak zdaj 2 odigrani tekmi, 6 točk je zaostanek za Radomljami. Kako bi ocenili karakter ekipe v slačilnici? So te točke brez večjih težav dosegljive? Kako ocenjujete, da se bo vse skupaj razvijalo v preostanku pomladi? Pa ne, brez večjih težav sigurno ne. Treba se govoriti. Malo nam je bilo žal tistih 2 točk v Murski, ker se mi zdi, da smo si ustvarili več priložnosti. Danes na srečo uspeli zmagati, zdaj pa gremo dalje. Probali bomo iskati točke na prav vseh tekmah in poskušali ujeti ta zaostanek za Radomljami. Najlepša hvala. Rok, lahko bi bila to tekma, ko bi zdaj govorila, da ste vi zares veliki junak, ne, 2-krat se je mreža zatresla, imeli ste potem še eno priložnost. Ne boste pa ohranili te tekme v lepem spominu zagotovo, ne? Ne, ja, kot že dal sem 2 gola, ne, ampak kaj ćemo, že te sodniške odločitve, že drugi krog, proti Kopru že ena sporna, pa zdaj, tako da ne vem kaj reči, pač oni odločajo in tako mora biti, kot so piskali in to je to. Trener je rekel, da je igralce iztirilo vse skupaj. Kako na primer na igrišču sploh ostati miren, koliko je dejansko se spremenil, pa ne bom rekel načrt, ampak pristop po tem, kar se je dogajalo, kar ste vi opazili? Ja ne, se ne moreš priti sebi, kaj daš gol, misliš, da je že gol in pol razveljavijo in si tak, so oni imajo več motivacije, mislim, so v boljšem položaju za teh zadnjih, koliko je bilo 15 minut in pol se zgodi to, ne, tako da škoda. Ja, in pol še ono zadnjo tam v 90. ni šla, ne. Ni bilo sreče. Koliko bo zdaj težje v naslednjih tekmah? Nasprotnik se je približal na 6 točk, zdaj je pred vami še en zelo pomemben obračun, občinski derbi, ki ga spet lahko okarakteriziramo kot derbi za obstanek. Ja, težje bo itak, ampak ne, gremo naprej, kaj dvignjene glave. Imamo 6 točk, pred Domžalami 9, oni imajo tekmo manj, ampak naprej na zmago v ponedeljek in to je to. Najlepša hvala. Hvala vam. Jožef Božik, this time you are the lucky one in the stoppage time.
very important victory. How did you see the game? How did you see the first half and how did you see the second half? Yeah, it was a very, very good game. About the tactical part, I have to praise Mr. Slavik because his team is really well prepared. So it was hard to play against them, but as I see the game, we did the same. Two good teams, a few chances because of the well-organized defending. In the first half, goal after corner. Then in the second half, 2 goals after corner. So we talked about what can be decisive in this game, and I was wrong because it wasn't about how we do the quality in the box. It was the set pieces. If we look at players, Alex Pichler, Špolarić, two very experienced players, decisive today. Of course, both players, Alex and Josip, are the quality. They have the quality. They have the experience. What we are looking for still the summer. Unfortunately, we had the opportunity to bring them there only in the winter break. But we are really happy that they are here, and that's what it means. You are now 6 points behind the 8th placed Radomlje, and now we're going to Olympia. There will be no pressure, but it will be easier for you to play, right, against Olympia after this match. Yes, against the big three, it's we always playing without pressure, but we want to show ourselves. So we are going there. We want to play a good game, and if it's possible, bring home some points. Thank you. Thank you very much. Daren Slavič, drugič v tej sezoni, lahko rečeva, pa praktično enak razplet na tem stadionu za Radomljane. Vodili ste, potem pa preobrat v zaključku tekme. Kaj je bilo tokrat ključno, da je prišlo do takšnega preobrata? Kaj je bilo ključno? Ključno je bilo to, ker smo zabili za 2-0. Mislim, da še predtem lahko 11 metrovka, čista. In da je potem, vneslo to eno nervozo med igralce. Smo izgubili koncentracijo in prejeli 2 zadetka iz prekinitve. Tako da nimam besede. Sicer s prvim polčasom ste bili zadovoljni, je bil tak taktičen načrt, da onemogočite nasprotnika, da ste agresivni. Vedno, ko ste bili blizu nasprotniku na njegovi polovici, ste potem bili tudi nevarni, tudi s prekinitev ste bili nevarni. Kako ste videli igro svojih varovancev do teh trenutkov, ko jih je iztirilo vse skupaj? Pa gre se za to, da smo bili boljša ekipa na terenu, da smo si zaslužili zmago, tako da glede pristopa, glede same igre, vsaka čast igralcem, mislim, da so to tudi vsi ostali tako videli. Je pa pač dejstvo zdaj, se pa moramo že prejšnjo kolo neka podobna situacija, zdaj bo spet podobna situacija, točk ne bo in na koncu, kdo bo odgovarjal? Noben. Kaj menite, da je razlog, da prihaja do tega? Ne vem. Če želijo, da morajo Radomlje se boriti obvezno za obstanek, naj povejo, ne vem, ali pa na ligo sodniki sami napravijo, ker to je danes ni imelo veze z nogometom. Če greva še zdaj na prednost, 6 točk prednosti, videli bomo, kaj bo še domžalska ekipa naredila, ampak pač to se ne more spremeniti. Koliko bo zdaj več pritiska, sledi tudi občinski derbi? Normalno, da je pritisk. Kuhali smo si situacijo, 6 točk, že 9. Evo, nič, borbi za obstanek smo, to je dejstvo. Probali se bomo maksimalno pripraviti na to in biti pravi na derbiju. Daren, hvala.